Znanstveniki so pred kratkim ugotovili, da je zehanje nalezljivo tudi za domače živali. Do zdaj namreč veljalo, da zehanje vpliva samo na človeka, po novem ne bi bilo zehanje nalezljivo tudi za pse. Raziskava, ki je obsegala več psov, je šla pa takole. Oseba, ki je pes ni poznal, se je usedla pred žival in morala poklicati psa po imenu. Sprav, ta Sherlock pa Poloni. In zdaj, pač, ko je človek zazehal, je takoj, ko so pač psi gledali tega človeka v oči, so psi tudi zazehali. Takoj za človekom. Okay. Tako pravijo, da je to možno. Tako da zdaj imamo tudi live stream na naši Facebook strani Radio 1. Tako da nas lahko tudi gledate tudi v živo in zdaj bomo probali narediti ta eksperiment, pa bomo videli, če bo tole delovalo. Skratka, vaju prosim, če prijeta sem. Skratka, ta malo je Sherlock, Sherlock pa Poloni. Ok. Smo pripravljeni? Ja. No, gremo, zdaj moramo zehati, ne? Sherlock? Ja, tam me bolj hoče lizati, kaj pa zehati. Sherlock ne vidi. Oči moram gledati, jaz sem pa mižal, čakaj, dajmo ponoviti. Poloni, ej, Sherlock. Prostor. Še. Dajte, Jana, zehajmo. Zdaj zehal. Sherlock je zazehal. A je? Še. Daj mi to hrano. Sherlock. Mislim, da vam gre glih obratno. Zdaj ste še bolj živa kot prej, le? Sherlock laja! On nikoli ne To je laja. beden, zdaj. Ne vem, kjer je znanstveniki so to delali, skratka, tole ne deluje. Psi bolj lajajo, pa hočem. Ne se igrati z njim, sam zehaj. Svet se ne Sherlock. Poloni. Ne me pluvati. Poloni. Čakaj. Polonijo je ratal zdaj, tole upam, da ste tudi videli. Čakaj, Sherlock. Sherlocka si pa razburil. Sherlock. Poloni. Bog ve, kako se ljudje počutijo v avtu, ko mi to počnemo. Skratka, ne deluje. Hvala vsem za ogled na Facebooku. Upam, da ste uživali tako, kot mi. Koliko neumen. Radio 1.